Nič nam povedal. Sem gledali se bomo. Zato, ker niti ne vem čez dobro, kje bi začel. Najboljš, da tam, kjer se je vse začelo. Pred 8 leti, ko me je Anže prišel obiskat v Kanado. In spomnim se, kot da bi bilo včeraj, ko sva midva planirala najino prvo potovanje skupno, ker sva rekla, pa če me prideš že obiskat, greva še do New Yorka. Toronto, New York, to je nekih 8-9 ur z avtom. 12 karto, Ja? iz Benetko Toronto imam. In pol, ko sva se neki dni pogovarjala o tem planu, sva rekla, pa kaj pa če bi šla iz Toronta vse dol do Teksasa? Sanjala sva. Pa imamo pa ta Louisiana, Alabama pa Florida. Če že toliko sanjava, pa deva iti pol iz Kanade do Mehike. In na ta način greva še čez vse, kar je vmes, vse Los Angeles, Puščave, Las Vegas. vse. Karto moram kupiti, zdaj pa povejo iz New Yorka, iz LA. To je potem. In to potovanje je bilo drugačno od vseh ostalih kasnejših potovanj. Itak zato, ker je bilo prvo in tudi Ameriko sva gledala s temi otroškimi očmi, stvari, ki sva jih videla v filmu. Tudi sam pristop je bil drugačen. Nič se nisem obremenjeval z nekim storytellingom, kako se skupaj spraviti v neko zgodbo. Sam posnel sem tam, kar mi je bilo kaj zanimivega. Ne na sredo id, ker se udaril se ti bo. Pa tudi ne štekam, kaj hočeš narediti. Videl, kje smo? A ja, Joj, sama koruza. A bomo kokice delali? In spomnim se, da ko sem ga šel iskat na letališče, sem prav razmišljal, a ga bojo gledalci sprejeli, oziroma a bo tudi on za na kamero, ali bo rekel, joj, ne, mene snema, dej stran to kamero. Ampak se je tudi on nekako živel. Zdaj sem prišel pa na letališče pričakati eno osebo, ki se jo najbolj veselim. In lahko bi rekel, da je danes najsrečnejši dan vseh 7 mesecev, kar sem kle. Je kam smo prišli, lupa duša, no. Si ne moram verjeti, da smo brata, no, ne bi rekel. skupaj. Se zdaj je bilo luštan, sam tako kot pa zdaj. Kakšen je bo Toronto? In odziv je bil izredno dober. Sprejeli ste ga še boljš kot mene. Tako da zdaj imamo vse probleme tukaj. Pa izpolnjevati neke obrazce, pa osebne, pa tirin. In takrat sem praktično vso vsebino delal v tujini in najbolj me skrbel, kaj bo, če se vrnem domov, ko ne bo več teh novih držav in vsebina ne bo več toliko zanimiva. In takrat sem se po 13 mesecih vrnil domov, nekajkrat na let sem potoval, kakor bi sicer, in takrat sem hotel vse to dokumentirati in vse te tuje države približati gledalcem. In ugotavljal sem tudi, da najbolj sam uživam, če snemam vsebino izven slovenskih meja, ker imam v njej največ te radovednosti in zanimanja za snemanje nečesa novega. Zato sva kasneje tudi potovala v Ukrajino, Romunijo, Moldavijo in izkoristil sem vsakega maturanca in vsako Kalifornijo in vsako priložnost za delo v tujini, da sem lahko to dokumentiral. Takrat sva tudi začela s projektom Sever gre na sever, kjer sva na poti na Islandijo in Nordkap prevozila in zraven vse to dokumentirala skozi 10 oddaj. Na kar so me prijatelji oziroma ljudje, s katerimi delam, navdušili nad projektom Okoli sveta, kjer bi predstavila vseh 7 kontinentov. In ta ideja je bila takrat zame toliko visoka, da tudi sanjati nisem upal o njej, ampak sva napovedala, da greva okoli sveta in da bova prikazala vseh 7 kontinentov. In pol je prišel COVID. In meje so se zapirale, karte, ki sva jih imela že kupljene za transsibersko železnico, od Moskve do Vladivostoka so propadle in nastajali so novi stroški, predvsem pa omejitve, kako sploh potovati, če vsi pravijo, da se ne da. Sploh pa ne vidva, če se nista cepila. Kaj zdaj narediti? Najavil sem sledilcem, da gremo okoli sveta in nam zdaj rekel, da se ne da. Tudi če so vsi doma, midva morava iti. In sva šla. In tako je nastala Odbita pot.
Bil je super projekt, v katerem sva noro uživala mi dva in vi. Inspirirala je na stotine, pa po moje se ne bi zlagal, če bi rekel na tisoče Slovencev, v potovanja in iskanje podobnih avantur. Vaš odziv je bil fenomenalen in najpogostejši komentarji so bili še, ali pa ful dober, sam zakaj toliko malo? Kdaj boste še potovala? Zato bi rad predstavil še drugo plat projekta, ki je gledalcem nevidna, stran za kamero. Velik izziv je živeti s kamero in to dobesedno. To, da sva imela intenziven tempo potovanj in da sem zraven izgorel, itak že veste. Tudi zato sem rabo imeti zdaj 1 let pavze, ker sva snemala 24/7. Za primer lahko dam Indijo, kjer sva bila 12 dni in v teh 12 dneh s potjo vred posnela 5 TV oddaj. Kamero sem prižgal zjutraj, ko sva se zbudila in ugasnil zvečer, ko sva šla spat. In to, da snemaš 3 tedne non-stop, še nekako sfuraš. Ampak odnesel me je, ko sem prišel domov in montiral včas ves ta material tudi po 2 meseca. Pa tudi to še nekako sfuraš. Marsikdo si je verjeten mislil, pa zakaj ne snemata več, saj najbrž dobro zaslužita, pa še ful uživata zraven. To bi si vsak želel početi. Ampak resnica pa je, da je tak projekt za slovenske razmere, za nekega influencerja v Sloveniji praktično neizvedljiv. Oziroma zelo težko izvedljiv zaradi logističnih in finančnih razlogov. Morate se zavedati, da ta content, ki sva ga delala midva, je praktično najdražji možen content, ki se ga lahko greš. Če nek influencer dobi 3000 evrov za neko novo kampanjo, ki jo spromovira, pa ostane doma, mu teh 3 ure tudi ostane. V najnem primeru sem dal pa za mojo pa bratovo letalsko karto, naprimer. Zato sem neizmerno hvaležen za vso vašo podporo in oglede, ker brez vas številk, ki smo jih imeli, ne bi imeli. In tudi sponzorstva bi rekla, žal ne bo šlo. Ampak je šlo. Zaradi vas. In da odgovorim na vprašanje, zakaj nista posnela še več, zakaj nista na vsakem kontinentu posnela vsaj 7 držav. Z veseljem, rade volje. Ampak ja, Odbita pot je bil moj največji projekt v življenju, tako časovno kot tudi finančno. In z 2 milijonoma prebivalcev ogledi ne dosežejo številk, kot jih dosežejo v tujini. In so projekti na taki skali težko izvedljivi. Kljub temu mislim, da sem naredila projekt, ki je presegel vse povprečne projekte, ki bi se jih lahko 2 mulca spomnila. Z vsem spoštovanjem do vsakega podjetja, ki je podprl ta najin odbit projekt, bi se rad iz srca zahvalil, ker ste nama to omogočili. Brez vas tudi sanjati ne bi mogla tako visok. Tako da hvala podjetjem Big Bang, Pernod Ricard, NLB, Vzajemna, Bar Cafe in Pleško Cars, da so poskrbeli, da je bil projekt možen. Omogočili ste ga pa tudi vi, z nakupom merča Odbita pot. Zato, ker smo v tistem obdobju vsa sredstva, ki smo jih dobili s prodajo, namenili sofinanciranju poti. Tega nisva nikoli omenjala, ampak zdaj mislim, da je čas, da povem, da je bil ta projekt neprofitabilen. To pomeni, da sva šla v ta projekt z vedenjem, da od njega ne bova nič zaslužila. Tako da, Anže, hvala ti za vso dobro voljo, ki si nas gor držal brez pričakovanj. Moje plačilo je bilo to, da sem videl cel svet, hkrati pa z bratom preživel toliko enih mesecev skupnega življenja, ki ga drugače sigurno ne bi. In ta čas se mi zdi, temu se reče quality time s svojim bratom. In po oddelanih 6 kontinentih in vseh izračunih, nama je ostal budžeta za Antarktiko toliko, da nama sfali
samo še ene 25.000 evrov. Da si ste lažje predstavljali. Potovanje na Antarktiko je izreden finančni zalogaj, ker moraš najprej priti na jug Argentine v Ushuaio in pol z ledolomilcem 3 dni pluti čez ocean, da prideš do obale Antarktike. To ne govorim zato, da bi kaj hotel pojamrati, ampak zato, da si ste predstavljali, kaj vse je v zadnji. Cena na osebo je za potovanje več kot 15.000 evrov na osebo. Za celo potovanje. Midva sva pa 2. In če bi prištela še Antarktiko, bi cel projekt presegel 6-mestno številko. Kar pa v Sloveniji s količino vsebin, ki bi jo lahko tam naredil, ni izvedljiv. Zato z res težkim srcem povem, da potovanje na Antarktiko ne bo mogoče. In s tem so se mogla sprijazniti. Zato toliko enega kolebanja in prestavljanja terminov te Antarktike. Prišli smo do dna, da Antarktika žal ne bo izvedljiva. Upam, da nekje, nekdaj, nekoč odkljukava še 7. kontinent, mogoče pa pri 60 objava še kakšen video, tako da dajte se subscribati na ta kanal. Ampak ja, to je nekako slovo od odbite poti. Ne morem pa narediti tega zaključka, tako kot bi si ga želel, brez Anžetovega feedbacka. Tako da gremo obiskat še njega, da vidimo, kaj ima za povedati. Posebna rubrika Live iz Amsterdama. Z nami je Maček Boris Branko, ki ga trenutno ni. A to se že snema? Ja. Kje je Boris? Jete, da ga še enkrat pokličem. Boris! Boris Branko! Malo so še jutranja, ne, ampak se vseeno živeli. Živeli. Kroka sem. Tatjanca. Res? Ja, še zadnja v sklopu odbite poti. Ajoj. Ja, nič. Konc je. Pač tako bi bila velika kljukca, ne? To sem si vedno želel. Antarktika bi bila velika kljukca, skoraj nemogoča, nedosegljiva, da bi sploh sanjal o tem, da bi šel na Antarktiko, ker je pač res tako odročno. Karkoli sva gledala druge alternative, da ne greš z ledolomilcem, so bile samo še dražje. Dejva za vsak kontinent, za vsako potovanje povedati samo en shot, ki ti prvi pade na pamet, en čim bolj nor, pa moment, ki si rekel, aha, to je zdaj Amerika, aha, to je zdaj Azija. Začela sva z Mehiko, Srednjo Ameriko, ko v bistvu ni noben od kontinentov, ampak dobro, ta je bil uvod. A to je bila že odbita pot, ne? To je bil štart odbite poti. To imam ful drugače v lepem spominu, to Mehiko. Pa tisto, ki sem me presenetil pri tebi doma, da zdaj pa greva v Mehiko, tisto mi je bilo ful, ker sem si želel praviti v Mehiko. Mehika! Ajde, Mehika! Mehika! Čez en teden letijo v Mehiko. Kdo? Jaz pa ti! Zdaj ni neki kakšna Mehika. Ta excitement, kako so šla, kaj. Ja. Ful mi je bila dobra, čeprav je bila pač tako malo izven mojih okvirjev, ker je tako malo bolj turističen ta jug. Zato, ker smo šli na jug, juka tam pa to, ja. Vse mi je bilo ful dober, ful je dober ta vibe, pa ful je bilo teh smešnih likov. Ful, ja. Veš, taki mejhan, pa smejali so se vsi. Kaj je bil? Je bil Alejandro ali je bil Fernando, ki je z masko težil v sredi jezera? Ja, ker smo se malo skregali. Takoj smo na napačni nogi začeli, zdaj je pa slaba volja. Tako je bila slaba volja? Ja, tako je. Pa bi pa najem vodičem, zdaj me je tak tur, da te zgrdo gleda. Že na začetku? Nič noče povedati. Si res, ali sploh ni znal angleško, kar tako je naredil z roko. Pa nam je pa šel na masko odletela, ki je jo mogel loviti. Tako da to je bil dober uvod v odbito pot, ful ta Mehika. In pol po Mehiki je bila
takoj Severna Amerika. Ja. Ta je bila tudi super. Tukaj sem te tudi presenetil. Na začetku, Anže, tu sploh nisem povedal, kam greva, ampak sem se jaz v zadnji z ekipo, s prijatelji zmenil, kaj bo naslednji kontinent. Sem rekel, ne mu povedati, zato da dobim pristen odziv Anžeta. Okay. 7 dni imaš, Okay, super. da narediš cel research poti, kar se ti zdi, da bi bilo zanimivo. Malčko sem živčen. A si živčen? Ja, že po sanji sem ponoš, da sem nekam hodila. Škam greva? Čez en teden. Ful me znala, da spomnim. Ja, jaz sem ranger. Texas? Ne, se ne moreš iti not. Ne mogoče. Kaj? Ne veš. Ne. To bo pač na poti, veš kam pa letiva? New York. New York greva. Pa? Start spreading the news. Čekaj, kaj greva zdaj vidva? To se to dogaja. Prvič sem bil v New Yorku. Kakšen komentar lepo prosim. To je pa noro, kakšen gh je. To Je pa gh. kamorkoli pogledaš, to sam folk, pismo, teži ta. Bi se sploh ne morem do besed prijeti. Pa še te stolpnice, kaj gor pogledaš, čisto no. Pa po to 27 urah potovanja, že od te klim imam vse nosove zamašene, pa me je zdaj kar zbudil malo, sploh ne bi šel še spat, ne greva. Pa šponali smo ga spet, ne. Tam sem bila neka, korona je bila, pa jaz sem neki kašljal se spomnim na avionu, pol je bilo. Toliko enega kašljanja je bilo na unmu potovanju, že za kaj grede, ker sem ga vsakič ven rezal, se po eni strani bi ga lahko odpustil, ker bi dodal svoj... A se vidim, da sem glih nadubil. Sorry, čekaj, malo se spijem. A se vidim, thank you. Thank you. Dej no. Čakaj, no. Čakaj, že malo. Uno zadnji v avtu, me pa gleda, zakaj nazaj dajem. Ja. Thank you. In ti to velikost. To je large Coca-Cola. Oh, another one. Predvsem ga mava rada zato, ker dobiš... Sorry. Predvsem... Ti si bil prepovedan kašljati, veš, malo moraš kašljati, ampak si na avionu in si z unimi maskami in zdaj ti kašljaš. Ojoj, in potem... Tam, ko veš, češ zakašljati, bo cel avion te grdo gleda. Veš, kaj mi je bilo iz Amerike, mi je najbolj ostalo od tega tripa, ko si ti rekel, da oni prijazni kelnerci maple sirup teče ven iz ušes. Tako prijazno je, ker maple sirup iz ušes teče. Zelo sladka, tako. Zato napitnino je bila tako sladka, ne? Ja, ker je imela dolarje v svojih očeh. No dobro, ampak se je res potrudila. Jaz sem ceno taki sem dal z veseljem napitnino, ne? Ta je fajn oddelala za to napitnino. Tako, ja. Takrat sem se zavedel, wow, res sem sred Amerike, ko sva prišla k temu Tomu in sem mu rekel za en komad in sem skupaj z unimi redneki, z unimi macolami, smo skupaj pel Chicken Fried. Ja, točno. To je bil meni tak moment, ko sem rekel, wow. I love this song. You like that? Chicken fried, right? I'm turning it up for you. Oh, thank you so much. Mother's love, you know I'm a chicken fried. Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and a radio. I see so much, see love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child. No mother's love. Glih za mejo so prišla Kentucky, Tennessee, tam na eni črpalki in smo se malo pogovarjali in potem smo se tam usedli skupaj in so midva rekla, da bi moonshine probala in ono, res, jaz ga imam doma in je potem šla po ta moonshine in v unih kozarcih prinesla. In potem smo ti sprobavali tam in ti se je bilo ful dobro. Mislim, ti je bila taka ta prava Amerika. Pa ta prava kljukca, Ja, ker ja. sva si obadva, velikrat sem slišal ali v filmih ali pa v komadih pojejo Tako. ta moonshine. Misty taste of moonshine, teardrop in my eyes. I belong West Virginia. Ta cel od South smo šla, ki je v bistvu čist druga Amerika spet. V bistvu najbolj reven
del države je. Mislim, da je bila Alabama redneck gor, ne. Tis je bila tudi. Ja. To je bil en unih kadrov, po katerega sva šla. Tako. Altogether, how many guns do you have? 23, pump 30, 33 review action, 30-06. Brez signala nisem hotel se zdaj mu nekaj zameriti, pa s kamero in sem pa tako nekako na skrivaj, velikrat sem tudi tako kakšne stvari posnel, da sem se ali za ruzak zraven držal ali pa tako, pa slučajno je bil pol en kader. In pa pol vse do Teksasa na čisto pravi rodeo. In pot zaključiva v Teksasu na čisto pravem rodeu. Odvisno, ta Teksas je bil tudi hud. Hrana je tudi Teksas dobra, ne Teksas barbecue. To ti se tudi... Ne, jaz sem si tako rekel pismo barbecue, bom rebrca vzel, ne, pa sem si predstavljal una rebrca, me vprašal govedna ali svinina, sem si rekel pismo boljše govedna kot meso, ker imam svinine zdaj v sred Amerike. Nisem pa pomislil, da je to krava in da sem una rebra dubu, ne vem kakšna gor. It's really good. Are you not from here? No. We're from Europe. Oh, okay. Well, enjoy. Ti si imel en odličen quote v Teksasu, ki so govorila, kako te hajpajo s temi zastavami pa s temi himnami. Res je tak, dobiš tak feeling, da je to nekaj dobrega. In ti je hodil. Da spadaš v to, ne? Ja, spadaš, jaz sem že skoraj zastave iz žepa vlekel tam, pa hotel biti Američan, pa to, za trenutek. Pa sem se hitro na realna tla postavil, da sem še zmer vencer. Točno, ja. To je bil en boljših kvotov. Samo venca, ja. Pol sva nadaljevala z Afriko. Afrika, tam je bila tudi v spominu, mi je ostal prvi dan, ko sva šla kje. Prvo so avion zamudila. Ja, tako da je bil že zato en dan manj potovanja. Pa tudi tam je bil še enkrat reset, ko sva se zbudila, una slovenska muska, pa niti čez jasen, kje zdaj si, rdeč jogi, pajčolan. In prideš ven, kje na terase, sami Afričani. To pa je, ne, Afrika. Neko glavo ljudi čaka na eni strani. To bi je. Ne, ni naroden. Good morning. Hey, welcome back. Yeah. Welcome back. Yeah. Thank you. Hello. Dobro jutro, banda. Dobro jutro. O, banda. Kako si? Odlično. Odlično. Kako si ti? Super, pa ti? In ta potovanje, mi dva so uporabljali, da so prišla do Simveta, so uporabljali avion, potem so uporabljali avtobus, nek 12-urni nor avtobus afriški, potem so uporabljali čoln. Potem smo imeli 4x4 džip, da smo prišli do jezera. Ja, tako, ja. Potem čoln, tam v temo nekam noč čez nek jezer in potem smo se zjutraj zbudili naslednji dan. Za potovanje, ki mi je najbolj žal, da nisva imela vsaj 2 dni več, 3 dni, bi to rekel, da je bila Afrika in to prav ta del v Ugandi, ki se mi zdi, da je bilo še veliko za videti. Pa še veliko za interakcij za imeti v uni vasi. Koliko cajta so bilo v Afriki? Ful malo, ni? Pa koliko so videla, glede na... Pa ne vem, če nisva bila po moje. 14 dni. Ja, nisem hotel reči, mi je bilo stalo, da sem zlagal, mislim, da je bilo med 14 pa 15, tam nekje. Ti se je bilo noro za 3 države, full avionov, safari. Mislim, da so imeli 11 letov. A ni bilo nekaj tazga? 10 ali pa 11, mislim, da je bilo res 11 letov. 11 letov, v 14 dneh. Pa safari, pa Tanzanija, pa Uganda, pa Ruanda, pa na kavo itke nekam v en jezer. Pa mi povej ti, če ni to odbita pot, ne? Ja, res to pa je bilo. Sem pa vesel, da smo kljub vsemu lahko na koncu še donirali. Gledalci sami ste pisali meni na Instagram, da bi tudi sami radi še kaj donirali. Jaz nisem imel tega v planu, dejmo zdaj. Ful lepo. In smo zbrali, to pa si nisem pogledal, mislim, da 7,5. 7,5, ja. Ful noro. In smo priskrbeli eni vasi sredi Bunjonji jezera. Poglejte, ki je to, aj na meji s Kongo tam. Ja, tam je vse blizu, tam Tromeja je blizu. In smo priskrbeli zbiralnik za vodo, ker prej so vse z lavori vsak liter gor nesel, da se bo deževnica zbirala, pa sončne celice.
In od takrat naprej cela vas, vsi učitelji, mislim, redko kdo ima telefon, ampak kdor ga ima, se zdaj polne na naših električnih celicah, slovenskih električnih celicah, pa še pol je gradil on šolo, pa WC-je zraven, pa to. Pa že veliko enih šolnin je bilo s tem denarjem plačanih. Pa še šolnine za vse otroke smo pokrili. Tako, 60 za cel let je bila, ja. Ena šolnina, pa smo jih pokrili vsem otrokom. Noro. Močna je bila tale Afrika. No, drugače, moj D-shot je bil pa, ko smo se peljali proti Uni gori v Ugandi in so šla gorske gorile gledati. In je on rekel, this is Gorillas Highlands, Ja. these mountains belong to gorillas. Tako. To je bilo, In čez da prideš na otok King Konga. Tako, in pol je še tako, kaj en vulkan, mislim. Ja, da je saj so tako. bili vulkani. Ja, tako je ta gora in tam gor so te gorile in pol nas tam pričakajo ti rangerji z unimi brzostrelkami, Pa mačete. mačetami, ja. No, in pol hodiš po džungli, gor 1 uro proti tem gorilam, ne bom pozabil, kaj un ranger pozdrav gorilo tam in naredi neki A on je njo... Ja, ker se oni se poznajo, zato lahko ti tudi greš k njim, ko oni so skozi njimi in jih čuvajo in so v bistvu nek odnos imajo. In pol je tam on pozdravijo, neki tako pač zna neke te zvoke ponašati in pol je tam iz-za grmoja se on oglasil nazaj ta Alfa samec, Alfa samec. silverback. In prav slišiš, da bo to neka mogočna žival in pride vam midva kaj in pol je vidva in tam z njimi malo hengaš in je bilo wow. To je bil zame D-shot, evo. Drugače od afriških šotov, absolutno sem ful vesel, da nama je ratal un ples na koncu, pa Rasimu je to. To je bilo tako naključno, Ja, pa to je bilo gold. ja, polne obleke so nama sešili, jaz sem vam še zdaj doma. To pa bo ena luč not crkala, pa un kader je bil čist po stran, ki ga nisem imel kanda. Še un je zraven začel plesati, ki je bil samo voznik unga čovna, ki je bil cel potovanje bil tih, nič ni spregovoril, pol pa še un kar po enemu lavorju tolko. Ja. Ker pri nas bi bilo vsakmu decu narodan. Ja, vse meni je bilo ful narodno. Sam sem se pač oživel, kaj pa češ tam. In pa je vsak šel malo v sredo in malo zaplesal. Ja, vsak je imel minuto slave. Ja. Jaz sem ful narodno. Tisti sem fajn porezal sebe ven. Res? Ja. Kako si žleh, Ja, meni valjda. si pa dal. Ja, ne? valjda. Potem smo pa nadaljevala z Južno Ameriko. Najbolj svečan možen brazilski prihod je bil, ne? Oj. Ja, dve po moje najslabše stvari na celi odbiti pot so se v Braziliji zgodile. Bravo. Ja. Taksist 700 evrov pobasil v žep. Pa Kaj mene čebela pičila, pa ti si zbolel istočasno. po nekem čudežu sva imela, pa ne vem, če sva Antibiotike. imela na 2-3 potovanjih te antibiotike, da sva imela. Pa so bila že pripravljena. Pa sva bila, okay, pa sva bila. Uh, Prvo potovanje, ko sva vzela antibiotike, tako meni se je, zdi. tako je. In se je obrestvali takoj. Ful Pasoši Še pasus sem zgubil. in v Mehiki in v Braziliji. O taksiju, ne, smo ga pozabili. Obakrat. Obakrat, ja. Super. Ja, mi je bil Rio de Janeiro tako en boljših mest, ko sem bil. Ker tako v bistvu v enem mestu imaš ful različnih mest v bistvu. Vsaka ta soseska, ko greš v bistvu tako so hribi in pa greš čez predor in priješ v bistvu, kot da bi prišel v nov mesto. Živo mesto, živo. Živo mesto, pisano mesto, pa tako se mi tudi zdi, da je prepleteno od kulturnih zadev do unih grafit, vse se dogaja, tako. Prid in glej. Tako. Peru je bil kratek, ti si ga pol s kolesom videl, 12krat več. To zaradi tega sem hotel iti še enkrat v Peru, ker sem ga midva videla tako samo za pokušino. Ja. Pa sem pa hotel iti celega raziskati. Tako da mi je bil všeč tudi Machu Picchu, zelo lepo. Od vseh 7 čudes, mislim 6 sem jih videl, kitajski zid nama je izfalil. Od 6 čudes mi je bil res tako, prideš gor in se ti odpre in je drugače Kolosej v Rimu, ki ga vidiš, pa z obdan z ostalimi, pa se ti zdi, da bolj nekako sodke med ostalo arhitekturo. Klej pa sem tako, kako? Ja, res. Zakaj? Ne bi nikoli rekel, da je 7. čudo sveta. Jezus, v Rio de Janeiro, ti mi pa res ni. Mislim, je lepo, prideš gor, lep kip, lep razgled, ampak ni pa 7. čudo. Mislim, eno od 7 čudes sveta. Malo je preveč nov. Ja, ne vem, ti mi res ni to. Pa lo bi bil tudi še polovico večji, ne?
Ja, pa nimajo na Kitajskem, pa v Indiji imajo neke ekipe, ki so v Indiji nisva pogledala, ampak je največji ekip na svetu. Ja, no, to zakaj pa pol ni ta? Ja, se strinjam. 7. čudo sveta, ja. No, tam je razočarano, tako, ker sem ful pričakoval, ker je pač bil to, ne, pa pol ni bil. Pa je bila pa, po mojem, Evropa. Pa so šla pa z džipom, ne? Pa sva pa šla z Franglerjem vse do Istanbula. Daj mi en insert evropskega tripa. Čašica? Čašica? Zdaj naj jo pa še gospa, tale soseda povabila gor na Čašico. Na Čašico. Tako da gre zdaj še kaj. Na Čašico. Na Čašico. Ja, na Čašico. Še. Čašico. Doč vam. Lušten je bilo, sva šla na Čašico. No, in zdaj naj jo gospa že spet povabila na jutranjo Čašico. Ja, tokrat bo pa kavica. Aha, sem se že strašil. Dobro jutro. Črna Gora, Albanija, tam, ko smo šla gor, pa so se nama bremze pokvarile. To je super bil zaplet, ker je bil ful resen, ampak se je lepo išel. Ful se dobro išel. In tudi ta interakcija s temi domačini gor, ki imajo te hiše, ti se je bilo ful dobro. En najboljših momentov evropskega road tripa mi je bil, ko je odprl prtljažnik. Odprl prtljažnik in je tam iskal neko orodje in potem med tem orodjem imel še... Potem pa dvignil in je imel pa rezervni gumi od spodaj pod to odejo in imel še kar malo grozdja. Grozdja, pa nam je dal grozdja. Ti se bilo res ful dobro. Odlično. Voda. Čisto random, še malo grozdja nam je dal. Ja, izvoli. Ja. In pa je bilo ful dobro, ker so se oni med sabo kregali nekaj v teh bremzah. Ja, en bolj pameten, kot drug, kako je v resnici. Pa tako je bila rakija spet, pa pivo, ne. Krš mu je okinuo crijevo, jer, znaš koliko bješe dugačko slobo? Fabrički dug, ovoliko bješe, znaš kakav luk bješ pravi mu crijevo? Interakcija je bila huda v Albaniji, ko sva kupovala benz na bencinski, ki jo ni bilo. Na Google Mapsu je bila, ampak v resnici jo ni bilo. In so prinesli ene flaše. In pol v vsem unmu je bil še kadar, ki en mem na konju parjahu. Čeprav mislim, da so naj jo malo okoli prinesli, da je bila ena pumpa malo naprej, ampak nama niso hoteli povedati in pol je šel en na uno pumpo to iskati in nama malo dražji prodal. Bravo. Prodal ta benzin, možno. zato da so pa zaslužili oni 20 evrov. Zato, ker so naj tam takoj posedeli, tle so vseta in počakta, ne iti nikamor. Bill Clinton kip je bil tudi, ne? Ja, to je bil tudi highlight, težek. Svakar, tako dosti blizu imaš ful teh bombončkov Slovenije. Biserčkov. Biserčkov, ja. In za Evropo, če sva stopila v Istanbul, na naslednji kontinent, sva nadaljevala v Istanbulu, odkoder sva preletela. Najbolj svečan prihod na nov kontinent je bil pa absolutno prihod v Mumbai. Ne bom pozabil vonja, ne. Pa tist, ko ven na letališču stopaš, ko ne veš zdaj, kaj bo, tam je še vse lušten na letališču, pa ven stopaš, pa kar ena taka bela, kot ta nizozemska megla. Malo drug. Vlaga, smog, izpuhi, škodljivost. Dal še v Indiji, Romandiji. Ja, v hostel. Ta hostel je bil one of a kind. Ja, pa tkaj oni Indijci so po moje kar živeli v tem hostelu. Ja, glede na to, koliko je imel Old Spice pa vsega teh deodorantov. Ko sem gledal čez okno, posod je nek prah, ta smog, ki sploh ne vidiš, vse sivo. Tudi vsaka škarpa, vse, kar je neki vzunaj, je to čist črno. Ja, nek tak prah je gor. Še ena stvar, ki mi jo v oddaji ni ratal predstaviti, od takrat naprej, od Indije, jaz vsakič, tudi doma, obrišem pločevinko, ker takrat sem imel enkrat belo majico v Indiji in sem sam Coca-Colo, sem rekel, da samo obrišem, zihar je to en prijel gor. Jaz sem imel tako črno, da sem si preoblekel majico, ker je bilo toliko črno, toliko prahu in enega svinarije gor. Pocen, ti za evro pa pol se naješ in je res dober. Nočeš sicer videti, kako kuhna zgleda. Dejva še kakšno behind the scenes, kaj nama ni ratalo vlog spraviti. Recimo v Bikanerju
je ta lastnik hotela naju pelil, malo nama je tam razkazal okoli. In to je ta, ki je bil jezen na našega Carlosa. Carlos je bil tudi likov. Je bil jezen na Carlosa, da ne dobil vmes provizije. No in ta lastnik hotela, daj malo ga opiš, no. Tako videl se je, da mu je vse za vse na svetu, on je šef tam. Ne. On je bil prav boss. In potem tako ležal in niti malo ni spremenil pozicije svojega ležanja, ker smo mi dva noč stopila. Ja. Tako je bil, in tako so mi dva prišla. Ja, in ti si mogel okoli njega po prsti hoditi, če si hotel tam spati. Ja. Čisto se ni on potrudil za to. Ne. No in je pol on pač hello in je bil skozi imel pa ženo na video callu. Konstantno, ure in ure tekom dneva, vsakega dneva. Ja. No in midva, ko so prišla, kjer je žena njegova jokala neki po video callu in on je bil tako in je malo njo gledal, malo naju in pol v enem trenutku, pač, ker je bilo že malo ta awkward scena, ki tepne roden, da zakaj se ona tam joka, je on tako obrne proti nama in reče my wife. Ona je pa tam čisto objokana in pa je spet obrne k sebi in spet... Ne, pa je kar odložil, pa je ona tam v strop gledala, pa jokala, pa on, you want a room? Ali ne ve kaj. Ja, pa v enem trenutku je sploh ni več, pač je začel ignorirati in začel... Pa smo šah z njem igrali, Luna je pa jokala zraven. To je bilo tako, da nama je bilo neprijetno, a se kaj naredi ali kaj zdaj. Ja. Pa smo ugotovili, da je on pač ta klik, da se mu malo fučka za vse. Zero given. Ja, to je bil prav definicija tega. Tega. No in pa so malo prijatelja z njim ratali in je ful je bil vesel, če si mu rekel big boss. Ja, how are you big boss? Ja. How are you boss? I'm good, brother. Ja, točno. Za piko na i je pa ta boss pa je rekel, give me 5-star review, ja? Sem rekel, ja. Sem mu hotel vedeti, da ne vem, da mogoče mu bom dal 4. In give me. In vzame telefon in gre na Booking in sam sebi napiše review iz mojega profila. The best, ne vem, bom prilimu ta review gor. A ni že nekaj sebe pohvalil? Da je ful dober lastnik ali nekaj? Čist možno, da spomnim se. Podgane tempelj. Veliko stvari te lahko narit vrže, ker so toliko kontra nam, toliko drugače, da pri nas to ne bi šlo, tam pa je to, Pa pač to mi je neverjetno, te krave na cesti, pa ta promet in to se vse okoli teh krav in noben se ne dotakne. In da to kar funkcionira. Pa če je ena taka pravljica, ta Indija cela, taka umazana pravljica. Ja, saj res. Tako, jaz sem točno sem vedel, kaj mislijo, ker reče, Indijo imaš lahko rad ali pa sovražeš. In točno to je. Pač, vmes ni nekaj zdaj, ja. Ja, ne moreš, noben, ki bo prišel iz Indije, ne bo rekel, ja, v redu je bilo, bom videl, kdaj bom šel, okej. Ali bo en rekel, da je najdel svoj mir in da gre drug let nazaj, ali bo pa rekel, nikoli več. Nikoli več, točno to, vmes ni. In to, ko so mi tako ljudje govorili, da so te dve opciji, pač nisem čist štekel, ampak poj, ko sem prišel, sem pa vse razumel. Kaj so mi hoteli povedati? Pa tudi vlak z unimi mišmi. Tak gold bi bil, tak biser bi bil, če bi nama ratali dobiti 3. razred v unmu vlaku. Tis bi bilo šele doživetje. Koreja, po kaj smo prišla v Koreji, tako da bi rekel nek biser, ki je ven izstopil. Kimči. To je bil tvoj biser. Europe. Same, yeah. My brother. You elder brother, younger brother? No? Brothers. Brothers. A je on tvoj brat, a si njegov brat? Ja. Brothers. Brother. Aha, pa ja, če sta pa oba brata. Aha, oba sta brata, okej. Pa mislil sem, da nikoli nam poznal človeka, ki je plavil v reki Ganges in ne moram verjeti, da je to moj brat pisal. Jaz sem zdaj sveti človek. Ja, ti smo verjetno morali reči. Ja, res svet. Kontinent, ki smo mislili, da je predzadnji, pa je bil zadnji,
veliko enega nič. Ja, malo svoj podcenjevala, velika je, neverjetno velika Avstralija. Prevelika Ja. za 18 dni rentati kemper. In vedno sem mislil, da je ta divjina samo plus, tako kot sem si rekel, upam šel enkrat v Mongolijo, pa tam je pa najmanj poseljen in sem si rekel, hudo, tudi to je dobro videti. Vse je, sam... Ne veš, kaj je klej še problem bil, ker je vse ravno. Ti, če imaš hribe, se vseeno skozi dogaja, skozi nekaj vidiš, neki razgledi. Razgledi so, nek Grand Canyon, neki, da te navduš, tam je bilo pa en teden istega, pa je bilo pa malo. Zato so pa toliko se vozila, ker so pač hotela prijeti na druga pokrajine, pa so šla čisto na sever. Tam je bilo pa lepo, pa tropsko, pa une leteče lisice, pa tako vse. Ja, tam je, ti si bil res ful dober, Daintree je bil ful dober. Sam je bilo pa pač vmes pa en teden nič, ne. Po kaj so prišla v Avstralijo, kjer šot? Ja, meni je bilo najbolj žal, da niso morskega psa videti. Če bi bil morski pes... Pa da jaz tudi posnel nisem, kako si dal ti kapo not, pa mogoče celo sem, ampak... Nekaj smo zbrisali. Prav krivim GoPro, ker je imel neke take težave v preteklosti, da ti je sam formatiral kartico. V uni kletki od morskih psov sem imel jaz še GoPro sabo, pa še ti si nekaj s telefonom posnel. In na koncu sva ostala brez vsega materiala iz GoProja in sem uporabil tam noter, zato so bili tako slabi kadri, nekaj, ki smo s telefonom čez eno vitek, ki je bilo vse zameglen. Ene 2 kadra sva imela od une kletke na koncu in je bilo to treba pol reciklirati in neko dramo narediti iz tega. Ti si bil zame izziv zmontirati. Ja, verjamem. Pa precej enega denarja je šlo, ne? Mislim, da je bilo 500 na osebo in pri teh budžetih, ki jih imaš pol za unga Jurija, ne, marsikaj drugega lahko doživiš. Spet lažejo. Spet lažejo. Ti Avstralci, tu so sam lažejo. Spet so se nama zlagali. In pol so se spet zlagali. Spet se mi lažejo. Škoda, no. Če bi bil pač sam morski pes, pa bi bil čist drug experience. Pa da bi vsaj 2 didgeriduja imeli na 10.000 kilometrih. No, joj, točno, ja. Didgeridoo na koncu, ko sva ga najdla, mi je bilo isto, kot če bi ga na čopovi videl. Kaj? Mi je bilo pa drugače ful zanimivo te kangaruji, da jih je toliko, to nisem vedel. Čist posod so te kangaruji. Več jih je, kot jih pričakuješ. Rečeš si, no sej najbrž jih je toliko, kot naših srn, pa bova 3-4 videla. Ampak jih je kot ptičev pismo. Ful, posod so. Prav preveč. Še 1-2 slabe izkušnje so imela z njimi. Ena je bila direkt, en se pa tako so šli, kangaruji so laufali, pa sem jaz za bremzo šli čez, pa se pa en v vrata not zabol z vso silo. Tebi ti boje, kakšna sila je to, da zvije vrata, ko se on vate zabije. Ja, oni sam laufajo. Do konca odriv je imel. Ja, oni bo moj glih skočil, da je šel čez cesto, da je 5 metrov skočil, koliko 8 metrov, ne vem, neka nora cifra. In je po moj glih štartil, da bo šel čez in so midva prišla in so vrata zaletili. Ampak so te živali v Avstraliji drugače reagirajo, ne vem, zato, ker je toliko malo ljudi, ampak meni se zdi, da 3-krat se mi je to zgodilo, pa nikjer drugje, ptiči. Ogromna površino sva imela, ker je bil kemper, bela površina, ki vsak ptač vidi na cesti. Ja, res. In si gledal jata in sem, a bojo speljali me naju in kar tup. In ene 2-krat je kar počel in to so veliki ptiči, kar v bok avta se not zabil, ker sem bil pa sorry, ampak kaj naj naredim? Ja. Ni uno bilo, da bi glih pred havbo šel, ampak prav v bok, ker prav... Mrsen. Ampak čisto vse to bi še šlo, če bi imeli oni na 300 km eno bencinsko črpalko. Točno. Ko bi delala. Klejo pa zgooglaš, pa je 500 km naprej, se imamo toliko benza, gremo in jo ob 9 zvečer zaprejo in čakaš do jutra. To je pa tako neumen, da... A veš, ko bi se vsaj 1-2 noči bi furala, pa bi naredila 2 jurja. Nikoli povedal. Država z največjimi kamelami na svetu, vsak bi rekel Saudska Arabija, ker iz tam izvirajo, ampak so jih Saudske Arabije toliko prelifrali 1900 v Avstralijo, da so se toliko razpasle, da je Avstralija država z največjimi kamelami in niso videla
niti ene. Res? Niti ene kamele ni bilo, No. ker so vse čisto v centru države. Ja. In sva skozi okoli njih furala. Res je bilo dobro, da sva imela neko rdečo nit čez vsa ta potovanja. In če ni bilo druge rdeče niti, vse so bile, ampak ena rdeča nit je bila pa kapo na žival. Ta je bila ful dobra. Ta je bila ful dobra, ful unikatna in tudi zgodila se je prvič čist spontano. A veš, kje se je to zgodilo? V Islandiji. Bravo. Ko sva, neki ovci sva hotela dati, ne? A ne spomnim se. Začel, mislim, da se je z islandskim konjem. Aha. Edina pasma konja, ki ga imajo na Islandiji, so zelo prijazni, lejte, tudi kapce radi nosijo. To tudi kamere radi jejo, vidim. Poglejte tole. Zelo so družabni. In takrat je že rekel, dajva probat 5 živalim, da kar nekaj si ustrelil. Ti kar rekel si številko 5 in dajmo probat. Stavila sva, da 5 živalim moram dati gor kapo. Konju sem že dal, zakaj sva šla pa staviti že? Ne vem. Islandija itak ni bila v sklopu odbite poti, ampak tam se je začela fora. Tako da tistega ne štejemo in zdaj na vseh teh kontinentih midva sva to brez pripravljanja, brez načrtovanja, če sva se tam slučajno spomnila, sva se, če ne pa ne. In velikrat se nisva. Ja. In zato so bili vmes tudi kontinenti, kjer nisva niti probala dati nobeni živali. Recimo, včeraj sem malo preletel najine vloge in sem videl tam božala sva aligatorje, ki bi jo sam spustil gor. Ja, sem res. Ovce si lovil enkrat na Islandiji, pa si jih v Albaniji lovil, ovce, mimo unih bunkerjev. Točno, ja. V Afriki, tudi ne vem, če si dol kakšni živali, pa sva bila pri gorilah. Ja, dobro, gorili se pa ne bo podati. Ja, unimo tam malo. Tam, ko šel mene, bi mu lahko spustil, sam takrat sem bil čist. Ko šel kar proti menu in alfa same, sem bil čist, sem se kar malo. He's okay. Meni je bilo najboljše, ko sem dal kapo gor na glavo v Avstraliji, ker sem mogel narediti ilegalno stvar. Sem šel čez ograjo, tam, ko so koale in sem dal koali gor. Vem, da mi je prav tako delal, da me je nazaj kdo videl. In poljubna koala bila fuluška na svi skole, malo dvignila. Jaz sploh nisi dojela, kaj se je zgodilo, pa je že nazaj zaspala. Ki tako spijo te koale. Morskemu psu sem hotel, sam ga ni bilo. Ta je bila ful dobra. To je bila toliko dobra, če bi ratala, bi sem ratala. Če ne drugega, samo da bi imel kader, kako probaš ti z uno kapo pod vodi. In veš kaj? Ti povem zdaj. Midva nisva ne gledala, ne razmišljala o tem, presežem in tudi Anže bo zdaj prvič izvedel, da se je slučajno poklopil in ta kapa, ki si se toliko potrudil za to koalo, je bila po nekem naključju točno 5. žival. Nama je na odbiti poti ratal nenačrtovano, niti do včeraj zvečer nisem vedel, kolikim živalim sva dala, zato ker velikrat je bilo, sva probala, pa ni ratal. Ampak recimo zebra v Afriki, ki si probal, pa je itak šla stran. Ampak ta koala, to slavje na koncu je bilo res zasluženo, ker si dal 5. A smo šla kaj staviti, si mi kaj dolžen zdaj? Zakaj smo šla pa staviti že? Ne vem. Mislim, da smo nekaj stavila. In jaz sem se včeraj sprehodil čez vseh, ne vem koliko vlogov, in ti pokažem vse kape še enkrat. Aha, okej. Vsem, ki si jih dal na glavo. Prav zmontiral si nekaj? Ne, sem screenshoti. Kjera je bila prva? Oj. A je bilo kaj v Mehiki? Una mula iz avta. Ne, ti sem probal sam. Ne vem. Daj pokaži, ne vem, da spomnim se zdaj. Točno! Koliko je luškan! Jameson Kapa, prvi je bil v Mehiki, tam na pri Tulumu. Koliko dober, ej. Dobra slika. Jaz se ga ne spomnim. Mislim, samo po sebi mi ni kapnil. A to je bil prvi? Ja. Naslednja je bila. No, to sem mislil, da je prvo. No, in kje je to? Jaz sem bil fiks, da je to Mehika. Ja. To je bil ZDA oziroma Teksas. A Teksas je to? Teksas in v bistvu... Koliko sem vesel.
Zajka. Ful je dobra. Kako dobro, ne. In pa mi je kapa dol padla in je on zlaufal. Aha. Naslednja. Kako dobro, kje sem dal še klobuk. Kako dobro, ne. Ful dobro, ne. Kako dobro zobe je naredil. Ok, ta je bila tretji A je zdaj. bila alpaka? To je bila lama, po mojem. To je lama, ja. Aha, pa je bil ta. Kenguru v Koreji. v Koreji. Ta je bil iskreno najmanj wow. Ja. Ja, je bil nastavljen. Ampak je bila pa dobra napoved za naslednji kontinent. To, Ja. nepremišljeno je Ja. ratal, se je poklopil. Iskreno super, da sva dala kle kenguruju, ker kenguruju v Avstraliji niti ne bi mogla dati. Ne, ni šans. To so sam laufa stran. Pozabil si, kjer je bil en boljših poizkusov dati kapo na glavo. Avstralija? Avstralija, ja. Ta je bil Dinozaver, praktično. Tam mi je bil pa še bolj všeč kot ovce. Ja. Ta je bil najboljši poskus. Ta pa je konkreten. Kakšno ima nogo. To je kot T-Rex. Evo, snemam. Pa iskreno drugač, tudi en bolj navarnih, zato ker ta ptič, on že to je tako sen, ampak ta ptič so vsi upozarjali ne preblizu njega, pa Ja. bog ne daj, da ga kaj izzivaš, ker ba je lahko tudi ubije človeka z Ja. tacami, ne, akva. Ja. Jaz se imaš kakšne imel. In je res, ko ga vidiš, ti je kar tako čuden. Ja, Pa ne bi take, za njem ke- laufal, naprimer, ne, to mi je čuden. Ja. No in pa je sledila še zadnja, poglejte ga. Kako dobro, upa še ta kapa. Ful dobro. Čez limite smo šli Ja. in hvala Bogu, da si šel, ker brez tega bi imela 4 kape. Tako. Še ena rdeča nit je bila skozi ta potovanje. Poglejte ga. Poglejte ga. Zdaj pa naštej. Uj, točno vem, kje je bil prvi v Ameriki, ko sva šla in si ti probavil un kaktus. Si imel uno majico gor in se gre to, poglejte ga, Calvin. Da si naš Calvina osvinjal, no. Poglejte ga, Calvin, kako uživa. Ti, a zgrmovček najdu. Ej, pa palčko sem si najdu, zdaj grem pa en story posnet. Calvin je bil. Se ga spomniš? Ja, Calvin. Na Islandiji je bil Kaj si še bil, to se ne spomnim. en od sponzorjev. McKinley, poglejte ga, McKinley. Ta je bil tudi dober, ja, ko sem skozi one bunde gor, McKinley. Vse je bilo McKinley. Ja. Prišla so tukaj do enega problema, ne? McKinley, boš povedal. Pol je bila Severna Amerika, Poglejte ga, smuhke se je padel skoraj. Afrika. Afrika. Poglejte ga, Muzungu. Poglejte ga, Muzungu. Kako je bilo to dobro. Pa spet, oni so naj začeli klicati Ja, ja. Muzungu, vsi in Ja. pol je prišla fora spontano. Ja, Muzungu pač. Ful In dobro. ful dobra. Šmrc je naredil in je Muzungo imel vse 4 od sebe in je ležal na hrbtu. Po je bila pa Azija. Si bil pa Gandhi. Ko so bila na enem štantu, pa si dal na Gandhi v čaj. No, takoj. Poglejte ga, Gandhi. Pa sem naredil še en story, ko sem dal. Ta story mi pošelj, prosim, ker bi ga rad dal not. Jaz sem pa klele spodi na enem štantu našel darilo za našega Gandija. Kje pa je naš Mahatma? Poglejte ga. Lej, kaj sem ti jaz skupil. Dej gor. Zdaj sem pa to prav. Dej, da te vidim. Poglejte ga, Gandhi. Calvin. Poglejte ga, Calvin. Anže, tega puloverja nisem imel, ne vem, če sem ga imel enkrat oblečenega od takrat, ko si me prišel obiskat v Kanado. A res? Jaz sem ga nehal nositi, ker si me tako uspešno podisil. Jaz od takrat naprej sploh ne nosim več enega oblačila, da bi imel na veliko firmo napisano, ker sem jih fasil s tem Calvinom tokrat, da se mi je prav zameril. Pa se je dober plover, kaj? Ja, ko mi sem ga še gor spravil. To je začetek, poglejte ga. Aha. Ga šparam in sem rekel, ta Ful gre z dobro. mano v grob. On ima zgodbo. On ima zgodbo, res. Poglejte ga. Poglejte ga. Calvin. Eno so oddaje na RTV-ju,
ampak osredotočimo se na YouTube kanal, kjer del misliš, da je dosegel skoraj 300,000 ogledov. Kjer del je bil najbolj gledan od vseh najnih odbite poti? Jaz možda nisem že dolgo gledal. Ne vem, kakšen Seul, ne? Ne, oziroma po mojem, da je to, kar smo... Ne. Aha, najslabša četrt. A je? Bravo. To... Najbolj, ne vem kakšna, najbolj grozna... Najbolj grozna četrt, nekaj tako na si svet, ja. Najbolj grozna četrt na svetu. Ja. Tako mislim, da je. Ta ima 290,000 ogledov. Smo. To je bil najbolj gledan del. Se pravi, ko sva šla iz New Yorka v Filadelfijo in v bistvu Kensington Avenue je bil zgleda najbolj udaren. Ja, se je bilo res kar šokantno. Na drugem mestu najbolj gledanih videov je bil Kentucky. Kupila sva puško. A, res? Točno, kako se je zgodilo, to sem čisto pozabil. To je bilo tudi ful dobro, ko sem imel to. Ful dobro. Nisem se takrat sproti niti zavedel, ampak pomislite to, da oni prodajalci so, takoj, ko smo midva not stopila, oni so že vedeli, da nama nič ne morejo prodati. Midva itak nisva mogla nič kupiti. Ampak oni so toliko v temu not, toliko so uživali, da so nama lahko pokazali. Pa eno puško, pa drugo puško, pa še tako imamo, pa uno, pa vse so nama povedali, brez pričakovanja, da bojo od naju nek denar dobili. Res je, ja. In pa na tretjem mestu najbolj gledanih Kim Jong-un. Kim Jong-un. Mislim, ta zadnji del Koreje. Jaz upam, da sva vam dobro predstavila svet. Čez najne oči. Čez najne oči. Ne, midva so se potrudila. Naredila so vse, kar je bilo v najni moči, ampak na koncu je bil projekt malo prevelik. Ja, res. Kako bi rekel. Kakorkoli sva ga speljala to, kar se ga da. Ja. Zdaj lahko prvo kljukico damo. Severna Amerika, kontinent je odkljukan, Afriška celina odkljukana. Južna Amerika odkljukana. Kontinent odkljukan. Azija odkljukana. Šesti kontinent odkljukan. Bi ti dal roko pa rekel, da sva odkljukala cel svet, ampak bi se malo zlagal, ker ga nisva. Vsem ti dam pa roko za 6 od 7 odkljukanih kontinentov, kar je tudi veliko. Ja, itak. Mislim, 5 let nazaj si ne bi predstavljal, da bom na vseh kontinentih, tako da... 6 od 7 kljukic, pa še veliko enih drugih kljukic je bilo na teh potovanjih odkljukanih. Precej. Ki je ena velika kljukica v mojem življenju. Zadnja kljukica in to kar zelo velika kljukica. To je bila tudi ena od kljukic na mojem seznamu. Je neka kljukica, evo ti ga. Kljukica na kljukico, ne, da v jajcu ješ jajc. Kar je ena kljukica, ki jo moraš narediti. To bo pa tudi ena kljukica v življenju, da spiš sred Serengetija. Kar bo kar ena kljukica, ne, da je tako zadevo veliko kljukaš. To je pa tudi neka kljukica. To pa je neka kljukica v življenju. Je pa še ena kljukica, ki vam je še nisem povedal. In ta kljukica je večja od vseh ostalih na mojem seznamu. Ko sva zagnala ta projekt, si niti mislil nisem, da bo enkrat to prišlo do nacionalne televizije. Absolutno pa nisva sanjala toliko visok, da bo ta kljukica lahko enkrat toliko velika. Vzemite v račun, da so na teh lestvicah ponavadi serije, ki imajo več milijonske budžete na sezono in stotinami ljudi, ki so odgovorni, da serijo pripeljejo toliko daleč. Moram telefon vzeti, da nam kaj narobe povedal. Ampak Odbita pot se je uvrstila med top 5 najboljš ocenjenih slovenskih serij. Te lestvice ni težko najti, za kriterij sem dal, da morajo biti v slovenskem jeziku, seveda, pa da je minimalno število glasov vsaj 300. 5. mesto, Naša mala klinika. 4. mesto, Jezero.
3. mesto. Ja, šef. 2. mesto. Gospod profesor. S 1200 glasov ste odbito pot zabetonirali na 1. mesto. Za to betonažo, za to kljuko, bi se rad zahvalil vsem, ki ste glasovali na IMDb-ju. Brez vas te kljukce ne bi imela. Sem si že povedal to sam pri sebi, ampak nisem pa še tako na glas tega povedal. To pa je ena kljukca v življenju. Dobro ste jo zabetonirali. Tisti, ki ste gledali oddajo tudi na televiziji, ste videli najbrž zaključno špico, da pri tem projektu ni bilo veliko ljudi prisotnih, ampak bi se pa rad zahvalil še 2, ki sta bila povod, ki sem prej rekel, da so me spodbudili prijatelji oziroma ljudje, s katerimi sem delal. Hvala Maticu, ker je bila to njegova ideja, njegova inspiracija, in pa hvala Gregorju, ki je skrbel za vso komunikacijo in sodelovanje z našimi partnerji. Še enkrat hvala vsem vam, ker brez vas tega ne bi bilo. A si pripravljen, da zavedno končava mašino odbite poti? Ko sva bila v Avstraliji, sva bila še prepričana, da bo Antarktika šla nekako čez. Vedela sva, da je najin zadnji road trip, ampak nisem pa prav med vožnjo rekel, že, tole je zadnje potovanje, ki ga dokumentirava. Nisva se čisto zavedala, da je odbite poti konc. Dajmo samo še enkrat na hitrico skočiti do Anžeta, ker težko držim to zase. Rekla sva si, da če Antarktika ni uspela, bi se spodobi se jim pravično je, da bi šla še na zadnjo ekspedicijo. Ekspedicijo, okej. Da bova šla na to potovanje z zavedanjem, da je zadnje in da izbereva to ekspedicijo tako, da bo za najino dušo. V čem najbolj uživava, kje sva največ vsebine lahko prikazala, mater je mehen, ko sva v avtu. Tako, road trip. To, kar meni se zdi, da lahko rečeva uradno, najbolj znava. A bo kaj povedala, ali ne? Ja, ne vem, kaj me je strah, da se nam zarekel, pa si rekel takrat, pa rekel si tja, zdaj pa ni to in spet čakamo na vloge. Ja, no, lej, midva bova se potrudila, če pa kakšna višja sila, pa nima, okej. Tako da, long story short, odločila sva se, da narediva še zadnjo ekspedicijo. Adventure. Tako. Letos polet. Ja. V začetku poletja. In kam gremo? Sever gre tokrat. Na jug. Vroče bo polet. Fajn bo vroče.